Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 27. maj 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. V tem tednu minevajo 3 leta od zaprisege Golobove vlade, kjer največjo moč ohranja Gibanje Svoboda. Kakšna je politična slika levo od sredine slabo leto pred volitvami? V Mariboru je naprodaj nekaj priljubljenih gostinskih lokalov. Nekateri še obratujejo, drugi čakajo na novo zgodbo in drugega lastnika. Črpalna hidroelektrarna Kozjak in civilne iniciative. Namesto dialoga letijo očitki. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pred vrati je 3. obletnica vlade Roberta Goloba. Predsednik Gibanja Svoboda je na dobri poti, da po Janezu Drnovšku kot prvi premier levosredinske koalicije pripelje 4-letni mandat do ciljne črte. V današnjem Večeru piše naš specialist za notranjo politiko Matej Grošelj. Golobova vlada v parlamentu ohranja zanesljivo podporo 50 poslancev 3 vladnih strank, ki bodo na prihodnjih splošnih volitvah čez slabo leto dni dobile odgovor, ali uživajo dovolj podpore za ponovitev mandata. V današnjem Večeru Grošelj analizira poudarke največje koalicijske stranke, kako se je Svoboda konsolidirala v političnem prostoru in kakšna je njena perspektiva. Očitno je, da bo Golobova stranka glavna tekmica SDS za volilno zmago, medtem pa premier ponuja koalicijskima partnerjema neformalni pakt o nenapadanju. Ponudbo levega pola bi utegnil okrepiti evropski poslanec Vladimir Prebelič, ki snuje ustanovitev nove stranke. Odločitev bo sporočil pred poletnimi počitnicami. Iz Ljubljane se nam oglaša Matej Grošelj. Zdravo, Matej. Zdravo, Miha. Matej, ali je Gibanje Svoboda v minulih 3 letih uspela najti svojo identiteto, profil in se uspela narediti kot robustna skupina, ki ima organizacijo in trdno mrežo po državi? Ja, ne povsem. To je bilo tudi nekako iluzorno pričakovati, da bi se to zgodilo. Se pravi, stranka je nastala pred zadnjimi volitvami, dosegla rekordno zmago, potem pa je vse te notranje strukture dejansko začela postavljati šele med samim vladanjem. Seveda se je Svobodi obrestovalo, da je pred 3 leti pod svoje okrilje vzela stranki LMŠ in SAB, ki sta izpadli iz parlamenta. S tem je Svoboda povezala ta liberalni del slovenske politike v celoto. No, zdaj pa že slišimo, da Robert Golob govori pravzaprav o tem, da bi bilo treba zdaj pa pred naslednjimi volitvami povezati leve sile v boju proti desnemu populizmu. Vendarle se mi zdi, da je v tem pogledu pomembnejša neka vsebina, tudi identiteta, kot se je sam omenil pri vprašanju. Ravno ta identiteta Svobode ostaja nekako pod vprašanjem, ker je v tej stranki zelo veliko zadev skoncentriranih ravno na predsednika stranke. On je tudi najbolj prepoznaven obraz. Če se spomnimo, pred 3 leti je svojo karizmo in nastopom najbolj pripomogel k takratni volilni zmagi Svobode. Danes pa tolikšnega števila volivcev seveda ne more več prepričati. Takrat je vendarle šlo za edinstveno zmago v posebnih okoliščinah, ki se bistveno razlikujejo od današnjih. Vendarle pa je potrebno ugotoviti, da je v boljši kondiciji kot podobni projekti, ki so nastajali pred volitvami, denimo SMC in Pozitivna Slovenija. V čem je razlika med Svobodo in torej že omenjenimi podobnimi projekti z novimi obrazi? Ja, imaš smisel, kar nekaj teh novo nastalih strank je bilo v naši politični zgodovini. Težko je vleči vse primerjave, ker je vsaka stranka tudi zgodba zase, a gotovo mislim, da je nekaj. Golob je že zelo zgodaj rekel, da bo krenil po 2 zaporedna mandata. Priznati mu je treba, da se je njegova vlada v tem mandatu lotila nekaterih zelo zapletenih projektov, ki se jih prejšnje vlade recimo niso niti dotaknile. Utemeljena kritika pri vsem tem pa je, da je bilo veliko teh projektov narejenih nekako na pol. To je tudi posledica politične neizkušenosti, tudi tega, da se vlada na trenutke preveč ukvarja sama s seboj. Se mi zdi pa ena od opaznejših razlik med Svobodo in nekaterimi instant strankami, denimo ta,
da Golob zelo močno vztraja na polju antijanšizma. Ugotovimo lahko, da ravno ta antijanša refleks dejansko najbolj poganja Svobodo. Težko pa je to dovolj za volilno zmago. Težko je to neka ta bistvena politična vsebina. Za volilno zmago v sedanjih razmerah potrebuješ zagotovo nekaj več, se pravi več kvalitetne vsebine, konkretnih projektov, ki pa jih bodo seveda državljani tudi občutili na lastni koži. Matej, kar nekaj kadrovskih sprememb se je zgodilo tako v vladi kot v Svobodi. Zadnja večja v stranki, torej v vladajoči stranki, je zamenjava generalnega sekretarja. Mateja Arčona je nasledil Matej Grah, donedavni predsednik strankarskega podmladka, o katerem si pisal pred dnevi. Gre v zadnjem letu mandata pričakovati še kakšne kadrovske rošade in kako bi lahko te recimo vplivale tudi na stabilnost Svobode? Ja, pred volitvami si nobena vladna stranka ne more privoščiti velikih kadrovskih rezov. Kar so zamenjali, jaz pravim. Zdaj so se pa zgodile številne zamenjave, predvsem v prvi polovici mandata. Spomnimo se, odšlo je 9 od 20 ministrov. Ogromno sprememb je bilo tudi na nižjih nivojih v kabinetu predsednika vlade. Se pravi, če ne bo kakšne zares odmevne afere, ki bi terjala odgovornost ministra, bo vlada, kot se kaže, zaključila mandat v sedanji sestavi. Zagotovo pa bi vsaka odmevnejša sprememba tik pred volitvami povzročila dodaten pretres in bi škodovala pravzaprav vsem trem vladnim strankam, ne glede na to, iz katere kvote bi recimo prišel minister, ki bi moral oditi. V tej današnji analizi imaš zanimive sogovornike. Pišeš tudi o tem, kako Golob obvladuje Svobodo. Pa če mogoče lahko strneš v nekaj stavkih. Ja, dobil sem mnenje politologa Marinka Banjaca. Moram reči, da je zelo dobro gotovo, da je Golob nekako svojo ožjo ekipo postavil zelo hierarhično in skoraj hermetično zaprto strukturo stranke in seveda prek teh struktur želi Svobodo natančno obvladovati. To mu dejansko uspeva. V stranki ima prav gotovo poseben status, praktično vsi poslanci so mu hvaležni, da so se z njegovo pomočjo zavihteli v parlament. Recimo notranji viri pravijo, da Golob na internih sestankih ne doživi veliko nasprotovanj, kvečjemu mu njegovi ljudje prikimavajo. To Golobu očitno zelo ustreza, ker se je tudi v tem svojem najožjem krogu obdal svetovalci, ki mu večinoma prikimavajo. Na dolgi rok to ne more biti ravno formula za uspeh, saj v politiki rabiš okoli sebe več kritičnih glasov, ki ti povejo, da česa pa kdaj tudi ne smeš narediti. Temeljno vprašanje za Svobodo zdaj je, če bo v finišu volilne kampanje prišla kot vodilna stranka na levi sredini, ali jo lahko ogrozi kakšen nov projekt. Je o tem že kaj znanega, je že kaj novega? Ja, zagotovo bo Golob naredil vse, da bo Svoboda ohranila primat na levi sredini. Recimo profesor Vlado Mihaljak v tokratnem članku v današnjem Večeru pravi, da sedanje tri koalicijske stranke ne morejo računati, da bi na naslednjih volitvah dobile večino za sestavo vlade. Če se uresniči ta scenarij, to pomeni, da sedanja koalicija potrebuje še četrtega igralca. In ponuja se Vladimir Prebilič, evropski poslanec, on se bo do poletja odločil, ali bo na naslednjih volitvah nastopil. Je pa tako, na zadnjih evropskih in predsedniških volitvah je Prebilič zbral okoli 10% glasov. To bi recimo lahko zadostovalo za večino 4 koalicijskih strank za sestavo naslednje vlade, seveda hipotetično, nekaj mesecev je še do volitev, lahko se še veliko zgodi. Ampak, če rečeva, da bo Golob vodil naslednjo vlado, mu bo zagotovo teže kot sedaj. To je zdaj že jasno. Svoboda bo zagotovo imela manj poslancev, koalicijska pogajanja, podotežja in pod črto razmere s 4 strankami v koaliciji bi zahtevale več kompromisarske politike. To pa bi postal seveda tudi velik izziv za Goloba, ki je navajen, da stvari potekajo predvsem po njegovo. Matej Grošelj, hvala, da si se nam oglasil. Bralke in bralci pa seveda vabljeni k branju članka. Hvala lepa, enako. Znani lokali v Mariboru iščejo lastnike. Med njimi so tudi Macchiato, Rokaj in Cheers.
Nekateri še obratujejo, drugi že nekaj časa samevajo. Mariborčanke in Mariborčani jih dobro poznajo, gre za lokale, kjer so mnogi nekoč spili prvo kavo, naročili pico za domov ali se dolgo v noč družili s prijatelji. Zdaj so ti prostori na prodaj, a seboj nosijo več kot le kvadratne metre. Nosijo spomine in kličejo po sveži energiji. Kavarnica Rokaj, še vedno živahna točka na Lentu, se prodaja z obstoječim najemnikom. Pizzerija Rudi, ki od leta 1984 deluje na Taboru, ponuja tudi možnost menjave za hiško na morju. Ob tem so na voljo še prenovljeni Macchiato na Cankarjevi, Ribi bistro, znan po najboljših sardelicah v blokovskem naselju na Taboru in nekdaj priljubljeni Cheers na Pobrežju. A kaj res določa vrednost lokala? Le ime na vratih ali kaj več? Strokovnjaki opozarjajo, da prepoznavnost ni vedno dovolj. Ključno je, ali prostor še vedno diha s svojo zgodbo in ima potencial za prihodnost. Še bolj pomembne so lokacija, prilagodljivost prostora in resnična potreba trga. Čas, ko lokali menjajo lastnike, je tudi čas za nova poglavja, katera se bodo odprla tokrat. V članku razkrivamo cene, posebnosti nakupa gostinskega prostora v Mariboru in zakaj nostalgija, če tudi močna, ni vedno dovolj za uspeh. Po zboru občanov civilne iniciative Selnica ob Dravi, kjer je 200 občanov glasovalo proti projektu črpalne hidroelektrarne Kozjak, investitorjev Dravskih elektrarn Maribor, so se v dem odzvali z vrsto očitkov. V civilni iniciativi njihov odziv ocenjujejo kot nekorekten, neposloven, populističen, kot odziv, ki ne prispeva k konstruktivnemu dialogu, k kateremu sami pozivajo. Glede na to, da investicija v zvezi s ČH Kozjak predstavlja enega največjih projektov v Sloveniji, ter da je to za projektom gradnje hidroelektrarne Fala največji infrastrukturni projekt v občini Selnica ob Dravi, je razumljivo, da se občani o tem pogovarjajo, saj je zbor občanov zakonska pravica, še dodajajo v civilni iniciativi Selnica ob Dravi, ki ji predseduje Samo Dolinšek. Večerov novinar Srečko Klapš se v članku sprašuje, kaj je v ozadju ob koncu morebitne gradnje najverjetneje milijardo evrov vrednega projekta. Kakšni bodo prihodnji koraki civilnih iniciativ, ki so vse bliže statusu strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Komentiramo trenja med njimi in investitorji ter skušamo odgovoriti na dileme projekta z 21-kilometrsko traso daljnovoda, ki že desetletja vznemirja prebivalce Kozjaka. To je bil Večerov dnevni podcast. Večer je zjutraj 27. maja 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. S vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Prosimo, da ta podcast delite s svojimi prijatelji. Se beremo in slišimo.